Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V mestu Girona v Španiji je konec septembra potekalo bienale sodobne čipke. Med povabljenimi gosti je bila tudi Tina Koder-Grajzar, ki jo danes prav lepo pozdravljam v naši oddaji. Dobrodošli. Hvala, pozdravljeni. S kakšnimi vtisi ste se vrnili iz Španije? Veliko vtisov je. Res je bilo navdihujoče v bistvu spoznati toliko različnih ustvarjalcev z celega sveta in videti, kaj se dogaja zdaj kot najbolj aktualna stvar v sodobni avtorski čipki. Povabilo pa vas je pravzaprav združenje katalonskih klekljaric, čipkaric. Ja. Je to združenje močno? Ja, je kar močno in aktivno. Znane so po teh velikih prostorskih postavitvah, delajo bolj tako skulpturalno čipko, ki jo potem postavljajo v različne ambiente, in delajo na način, da pač te velike objekte soustvarja več klekljaric skupaj, tako da so zelo povezana skupina. Kakšna je bila vaša vloga na tem bienalu? Letos se je bienale, ki bi sicer prvič organiziran v tej bienalni obliki, osredotočil na srednjo in vzhodno Evropo, tako da sem bila jaz tam kot predstavnica recimo idrijske čipke in širše Slovenije. Poleg mene so bili še predstavniki Češke, Slovaške, teh Poljske, pač tega dela Evrope. Gre pravzaprav za strokovno srečanje? Gre za precej strokovni bienale, zasnovan na način recimo kongresa, kjer zainteresirani plačajo neko kotizacijo, da potem lahko se udeležujejo dogodkov in sodelujejo na delavnicah. Povabljeni gostje pa ste predstavili tudi svojo dejavnost. Vi ste, mislim, da imeli razstavo klekljanega nakita. Svojih izdelkov, ja. Jaz sem predstavila nekaj aktualnejših izdelkov, med drugim tudi čipko, ki jo izdelujemo iz slovenske svile. Tako da sem pač zajela, nekako skušala sem predstaviti to, s čimer se v glavnem jaz ukvarjam, in to je res področje nakita. Drugo področje je tudi oblačilna kultura. Ja. Nam poveste kaj več o tem? Organizirali so tudi modno revijo, na kateri sem sodelovala z 2 kreacijama, prav tako pa tudi ostali sodelujoči. Ker tudi tisti, ki mogoče delajo bolj neke samostojne čipke, se občasno preizkusijo tudi v tem, da recimo ustvarjajo kakšno kreacijo s čipko. Kakšni so bili odzivi? Zelo lepi. Res, mislim, da je že javnost, ki je na ta dogodek prišla, javnost, ki je zelo zainteresirana za to področje, tako da so že si prej malo pogledali, kdo pride, kaj bojo tam lahko videli, in so nas tudi res zelo toplo sprejeli. Zgodba o nastajanju avtorske čipke pa se seveda začne z idejo, z zamislijo in potem s prvim papircem, skico. Ja. V Španiji ste imeli delavnico risanja vzorcev. Mene so prosili, da bi pripravila tudi eno delavnico, in glede na to, da je bila ta delavnica kratka, 4 ure, sem se odločila, da bomo izhajali iz tega, da je idrijska čipka, se pravi ozki ris, pravzaprav črta. Črta, s katero lahko narišeš karkoli, in smo izhajali iz tega in so si sodelujoče najprej izrisale svoj vzorček, potem smo pa ga začeli klekljati. Prebral sem iz dokumentov, da so bile vaše učenke na tem tečaju iz Španije, Francije, Poljske, iz Avstralije. Kako se različne te skupine odzivajo na idrijsko čipko? To mi je zmeraj zanimivo in ponavadi sem pozitivno presenečena, koliko jo že poznajo, koliko imajo že močno predstavo o njej. In tudi tukaj se je izkazalo, da so že kar dobro vedele, na kakšno delavnico so prišle. Pa vendar je samo 4 ure, kaj se lahko zgodi v 4 urah? Prav veliko najbrž ne. To sem se tudi jaz spraševala. Jaz sem si v bistvu nekako zastavila, želela, da pridemo do faze
ko začnejo klekljati in ko so potem sposobne sklekljati do konca, ker seveda niso bile začetnice, one so drugače izkušene klekljarice, pač samo v drugih čipkarskih tehnikah. In dejansko sem potem kasneje dobila nekaj fotografino, da so te svoje izdelke tudi doma dokončali. V okviru tega dogodka je bilo tudi odmevno predavanje o nastajanju klekljanega prta za cerkev Sagrada Familia. Ta kultura klekljanja za cerkvene objekte je očitno tudi v Španiji. Vemo, da je to pri nas zelo pogosta situacija, da pač sklekljamo prte za naše cerkve. In tudi taka monumentalna zgradba kot Sagrada Familia je dobila svoje oltarne prte, seveda izdelane v stilu Gaudijeve arhitekture. Povezujete se s podobno izobraženimi in aktivnimi kolegicami, če tako rečem, iz drugih držav. Ustvarite pravzaprav neko skupnost. Ja, tudi to moje sodelovanje v Gironi ima v bistvu eno predzgodbo, ki je ta mojstrski tečaj, ki se imenuje Adventurous Lace Makers. To je v bistvu mogoče malo hecno ime, pustolovske klekljarice, ampak to je čisto resna skupina z namenom promoviranja, širjenja sodobne čipke in tudi podpiranja ustvarjalcev pri njihovem delu v smislu usmerjanja, mogoče mentoriranja, tudi tistih, ki so v tem še bolj na začetku. Če vstopijo v eno tako skupino, jim je tam na razpolago dosti znanja, pa tudi čistih medosebnih stikov. V tej skupini imate naziv mentorice. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, to skupino je na začetku zbral okrog sebe Pierre Fouché, on je svetovno znani umetnik, južnoafričan, dela primarno sklekljano čipko in je najprej zbral okoli sebe eno manjšo skupino, mislim, da so bili ekipa enih 3-4 mentorjev. Potem je pa izmed nas, ki smo se najprej udeležile tečaja kot tečajnice, kar izbral, pač glede na vtis, ki ga je v nas dobil tekom predstavitev, je izbral še eno širšo skupino mentorjev, tako da zdaj nas mislim, da deluje tam enih 6 do 8 nekaj takega. Ki pač delujemo v skupini kot mentori. Najbrž s svojimi učenkami se mojstrite preko Zooma oziroma teh sodobnih komunikacijskih orodij. Imamo srečanja enkrat mesečno, poleg tega pa mentori tudi pripravljamo spletne tečaje. Tako jaz sem pred kratkim pripravila en tečaj na temo idrijske čipke ozkega risa. Veliko hodite po svetu, bi rekel tako, ste ambasadorka pravzaprav idrijske čipke. Ko sem zbiral podatke za ta današnji pogovor, sem dobil informacijo, da ste bili sedaj seveda v Španiji, pred časom pa tudi v Hongkongu, v Berlinu, večkrat seveda v sosednji Italiji, tudi v Londonu ste sodelovali. To so zelo različna kulturna okolja, pravzaprav čipka idrijska je pa ena. Kako se to vklaplja? Jaz mislim, da se vklaplja ravno preko oblikovanja, ker skozi oblikovanje se jaz lahko prilagodim različnim priložnostim. Recimo v Londonu sem sodelovala z modno oblikovalko Debro Milner, pa sem naredila čipko za njene kreacije. Na ta način, pa čist preko teh medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo ravno na takih dogodkih, se potem zgodi še kakšno povabilo na naslednji dogodek. Kaj bi lahko storili v Idriji, predvsem za še večjo prepoznavnost čipke v svetu? Pa jaz mislim, da se kar dobro dela. Mogoče bi si želela, da bi tudi mi večkrat povabili koga iz tujine, da tudi s tem nekako plemenitimo recimo naš čipkarski festival, ker to je v tujini kar praksa, da stalno poteka ta izmenjava, da se ta znana imena iz tujine povabijo recimo tudi k nam in se s tem tudi mi naučimo kaj novega, dobimo mogoče še kakšne nove uvide.
To pretakanje informacij, izkušenj, pogledov je vsekakor zelo koristno. Kaj, na primer, ste sedaj v Španiji sami novega odkrili? Ja, težko bi rekla tako eno stvar. Vsekakor tiste ustvarjalke, ki še zmeraj ustvarjamo uporabne predmete, kakor nakit, oblačila, dodatke za dom, smo že kar v manjšini. Čipka se v glavnem dojema kot samostojen umetniški objekt, recimo v smislu skulpture ali pa neke slike. Ampak jaz vseeno vidim smisel tudi v tem, no, da je čipka preko uporabnih predmetov še vedno, pač tudi kot sodobna čipka, še vedno res del vsakdana. Čipka se ustvarja tudi v sodobnih materialih, prihajajo novi izzivi. Kateri so vam blizu? Ja, zdaj meni je res zanimiva ta slovenska svila, no, pri snovanju teh izdelkov sodelujem z Inštitutom za svilogojstvo in svilarstvo iz Maribora. Drugače pa stalno prihajajo neki novi materiali, ja. In neki sem jih tudi nabavila, no, zdaj v Gironi, ker je bila tudi ta prilika, in bom poskusila z njimi, kaj lahko nastane oziroma kako jih lahko uporabim. Živimo v digitalni dobi, značilnost je, da so te komunikacije strašno hitre. Osnova je pravzaprav pa še vedno v ročno klikljeni čipki, kljub vsem tehničnim pripomočkom. Ja, in mislim, da je lih ta aspekt tisti, ki bo zmeraj bolj interesanten. Ta sam proces nastajanja čipke in konec koncev tudi te prijetni občutki, ki jih to v nas sproža, kot neka protivtež vsemu temu, kar prihaja, pač digitalizaciji, umetni inteligenci in vsemu, kar nas v bistvu oddaljuje od materiala in samih sebe tudi na nek način. Omenili ste umetno inteligenco, ste kdaj vprašali umetno inteligenco, če vam nariše papirc? Ja, dejansko sva z možem to za hec pred kratkim poskusila, sva vprašala ChatGPT. In rezultat je bil kar presenetljivo dober, tako da sem se majčkeno zamislila. Ja. V čipki se pravzaprav srečuje ta tudi dediščina na eni strani, živa dediščina. Tudi v vašem primeru pa tudi poslovnost oziroma izziv, kako preživeti s čipko. Kako sami združujete ta dva vidika? Ja, jaz vidim, da vedno bolj grem nekako v dve smeri. Ena je ta oblikovanje, izdelava, prodaja samih izdelkov iz čipke. Druga je pa potem ta izobraževalni del, ker je veliko interesa recimo za tečaje, delavnice in te stvari tudi na ta način. Kaj bi svetovali današnjim, na primer, študentom z tega področja, ki bi se želeli poklicno ukvarjati s čipko, kaj ne smejo pozabiti? Korenin najbrž. Korenin sigurno, ja, ker vidim tudi v svetu ocenijo to, da imaš ti nek jasen izvor, recimo, da že lahko povežejo, Tina Koder, to je idrijska čipka, recimo. Korenine so zelo cenjene, poleg tega pa seveda morajo se pa tudi razširiti v svet, iskati kontakte, se povezovati s podobno mislečimi in sorodnimi ustvarjalci. Vaše ukvarjanje s čipko ni omejeno na 8 ur dnevno, to je način življenja najbrž. Kako funkcionirate, ko pridejo težki dnevi? Kje dobite energijo? Meni se zdi, da ravno ta poklic, ki je v bistvu zelo lep in ustvarjalen, me marsikdaj potegne tudi iz kakšne take bolj težkega razpoloženja. Tako da, ja, je kar prijeten sam po sebi. Ljudje lahko živimo le v skupnosti. Tudi čipka je na nek način lahko pomagalo, da se povežemo in da smo ustvarjalni.
Ja, absolutno. Čipka, klekljanje je bilo vedno družabna dejavnost. Ne, jaz pravim, vse včasih so imele, uradno so se ženske dobivale ena pred drugi, zato da so šparale z lučjo, ampak jaz mislim, da je bilo ravno toliko pomembno tudi to druženje, da so nekako tiste dolge ure v neki prijetni družbi preživele. Kakšni projekti so pred vami? Zdaj v bistvu nadaljujem v tej smeri, dosti sem aktivna v tej skupini Adventurous Lace Makers, in pa Jesenska šola risanja vzorcev bo? to se je pa ravno sinoči začelo, ja. Imam tudi eno tako luštno mednarodno zasedbo, in ja, to tudi poteka. Tina Koder-Greiser, jaz vam čestitam za te uspehe na mednarodnem področju pri promociji čipke. Vam želim, da bi bili tudi v bodoče uspešni in zadovoljni in se vam tudi zahvaljujem za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo in za dobre želje. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.